Mi ljudje z besedami gradimo ali rušimo. Lahko tolažimo ali pa zadajamo rane. Lahko bogatimo ali pa pustošimo. Vemo, če je beseda dobra in prava, lahko spremeni naše življenje. Jezus sam pravi, da nima kamna, kamor bi glavo položil, a vendarle je imel prijatelje, kjer je našel varnost in zavetišče v njihovih domovih, v Kafarnaumu pri apostolu Petru, Betaniji pri Lazarju, Mariji in Marti. Prostori so za Jezusa izredno dragoceni. Vsi ti njegovi prijatelji in njihove hiše, to je bil zanj dom. Zato ste se potrudili v vaši župniji za prenovo učilnic. Veliko truda je bilo potrebno, vem, pa tudi potrpežljivosti, da ste prišli do konca. Vendar je veliko olajšanje, kar pravi papež Frančišek, da je potrpežljivost drugo ime za svetost, zato vem, da ste ob tem čakanju na ta blagoslov rasli tudi v svetosti. Vera je srečanje z Bogom, vera je iz poslušanja, pravi apostol Pavel, in učilnice so prostor srečanja in prostor poslušanja, in kako si želimo, da bi se tam vera zasejala, da bi zrasla in obrodila sad. Tudi mi, duhovniki, cerkev si želi, da bi vsako božje svetišče in pastoralni prostori bili dom za vse, ki se tukaj zbirajo. In če pri tem lahko pripomore tudi njihova prenova, da so prostori dobri in prijetni, da jih lažje vzljubimo, je to samo nekaj božjega in dragocenega. Danes bom blagoslovil učilnice, kaj blagoslov pomeni, da kličemo na prostore, predvsem pa na ljudi, božjo milost, to, da je Bog dober in da smo vedno ljubljeni. Vse nam pripomore k temu in tudi prijetni prenovljeni prostori, da nam ponudijo varnost, zavetje, da nam ponudijo dom in da nam omogočijo to, kar so rekli za prve kristjane,
Poglejte, kako se ljubijo med seboj. In tega vam želim. Najprej silnega veselja, da ste delo dokončali, potem pa še večjega veselja, da ste živa skupnost, da dihate skupaj, da dišite po Bogu, kakor je slikovito rekel papež Frančišek, in pri tem druženju, pri tem veselem življenju vere, pri tem veselju evangelija, veselje Boga, naj vam v resnici pomaga Božji blagoslov, ki ga bom podelil po sveti maši.